Zdravo, sem Jasmina Cehnar in vas pozdravljam na večerovem podcastu Ringelšpil, ker praviloma gostim zanimive sogovornike iz Maribora in okolice, tokrat pa iz drugega konca države. Z mano je vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, Miha Kramli. Priznan psihoterapevt in strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti. Govorila bova o zasvojenosti otrok, mladoletnikov, pa tudi odraslih z ekrani in novimi tehnologijami. Gospod Kramli, lepo pozdravljeni. Hvala za tako prijazen uvod. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v večerovem podkastu. Preden pa nadaljujeva, vas gledalce in poslušalce vabim, da sledite podcastu Ringelšpil, ga všečkate, delite, komentirate in mi pišete, vesela bom vaših odzivov. Gospod Kramli, zdaj mogoče za začetek, če poveste, kako bi vi pojasnili pojem nekemične odvisnosti za tiste, ki ga morda še ne poznajo. Zdaj, kemične odvisnosti so nam kar jasne, ne? Odvisnost od alkohola, droge, kako pa je z nekemičnimi? Da bom tako rekel, odvisnost je nekaj dobrega, ni nekaj slabega. Namreč odvisni smo od vode, če smo z vodo zasvojeni, je problem. Odvisnost od hrane je nekaj dobrega, zasvojenost s hrano je problem. Odvisnost od denarja je nekaj dobrega, zasvojenost z denarjem je nekaj slabega. Torej, bodimo odvisni od denarja, bodimo odvisni od telefonov, tablic, samo zasvojeni ne. To je prva zadeva. Druga zadeva, zdaj pri nam res zdravimo nekemične zasvojenosti. Ena od takih, ki mal človek zastriže z ušesi, je na primer zasvojenost hitro vožnjo. To pa lahko kar poveževa tudi s TikTokom. Razni izzivi, ki jih TikTok ponuja, je tudi na primer, kdo si upa čim prej pripeljati ob reki Soči do Tolmina. Tukaj gre kar za tveganje, hojo med življenjem in smrtjo. Seveda ta zasvojenost hitro vožnjo je res v zadnjem obdobju kar pereča. Potem poznamo tudi zasvojenost s kriptovalutami, zasvojenost z odnosi, zasvojenost z nakupovanjem. Tako da imamo v našem centru cel spektr nekemičnih zasvojenosti. Seveda pa najbolj, bi rekel, številčne so zasvojenosti osnovnošolcev z socialnimi omrežji, potem tudi z igricami, tudi že s stavami in tudi se že srečujemo s pornografijo. Morda bova se še tega, kaj se ukvarjate, s čem, s kakimi primeri ukvarjate, malo pozneje. Zdaj pa morda za začetek, vseeno danes boste predavali na eni od mariborskih osnovnih šol o izzivih s sodobnimi tehnologijami. Mogoče kaj bo na kratko sporočilo staršem? Kaj jim ste prišli povedati vse iz Nove Gorice oziroma Vipave? Lahko kar v enem stavku povem. Lahko. Danes sem prišel in pogostokrat sem v Mariboru, Moj namen ni pluvati po novi tehnologiji, moj namen ni strašiti pred novo tehnologijo, moj namen ni spodbujati, da je potrebno omejevati ne vem kaj vse. Moj namen je, da bi se vsakdo po tem predavanju, po tej delavnici odpravil domov in rekel, madonca zares gre. Pri sebi in v svoji družini bom oblikoval družinsko kulturo uporabe nove tehnologije. To je moje sporočilo. Da oblikujemo kulturo uporabe nove tehnologije, kajte en vlakovodja, ki pelje vlak iz Maribora v Berlin, on mora poznati računalniške sisteme evropskih železnic. On je odvisen od nove tehnologije. Kirurg, ki ne more z roko seči v določen del telesa, uporablja robota, laserja, on mora poznati računalniške sisteme. Torej, nova tehnologija je nekaj čudovitega in nekaj enkratnega in odvračati ljudi od nove tehnologije je nespametno. Je pa potrebno vsakega od nas povabiti, z menoj na čelu, z mojo družino k temu, da razvijamo kulturo uporabe nove tehnologije. To je neka noviteta, mi smo
ki nam je dana, ne, in zdaj smo nekako tako, znajdite se, kako veste, pa znate, ne, in potem pojavijo seveda težave. Ne. Poglejte, naprimer, danes sem se pripeljal iz Nove Gorice, tu v Maribor, šel sem po avtocesti in na tej avtocesti je polno prometnih znakov. In Dars nikoli ne vpraša javnosti, ali sme postaviti prometni znak ali ne. Oni opazujejo in vidijo, da so določeni problemi na avtocesti in odreagirajo z novim prometnim znakom ali pa signalizacijo, in tako je tudi v uporabi nove tehnologije. Mi potrebujemo določene prometne znake, zato da bomo varno uporabljali novo tehnologijo, da bomo od nje odvisni, ne pa z njo zasvojeni. In ti prometni znaki niso odvzem svobode, ampak omogočajo našo varno pot, to se pravi, nam nudijo res življenje, s katerim mi upravljamo, ne pa da postanemo zasvojenci z določenimi vsebinami, ali pa z rituali in tako dalje. Zakaj so ravno otroci in mladostniki tako zelo ranljivi za zasvojenost z tehnologijami? Poglejte, ko se otrok rodi, a bi vi vedela, koliko možganskih celic ima? Ogromno. 100 milijard. To je neverjetna zgodba. Ko se otrok rodi, ima 100 milijard možganskih celic in teh 100 milijard celic želi napisati novo življenjsko zgodbo. V biti teh 100 milijard možganskih celic je zapisano, da otrok proba shodi, da otrok premetava kocke, grize. To se pravi, tu not je naboj energije. In ko sem bil na Evropskem srečanju nevrologov, je bilo tam jasno povedano, in to je zdaj že prvi podatek, da se danes adaptacija možganov na intenzivne držljaje lahko začne že v otroški zibelki. Mi lahko kupimo otroško zibelko, kjer je naslonjalo za elektronsko igračko, ali pa je že kar avtomatično namontirano. In mi tam lahko damo telefonček ali pa elektronsko igračko in predvajamo že otroku, preden shodi, slikanice in tam vidimo nekega metuljčka. Zdaj, ta metuljček je zelo prijazen, srnca je zelo prijazna, medvedek je zelo prijazen, ampak ta srnca je v to slikanico ukomponirana na način, da vpliva na 100 milijard celic. Ta otrok gleda to srnco medvedka lahko 2, 3, 4 ure. Zakaj? Če je v njemu potreba po gibanju, da premetava kocke, zaradi tega, ker je ta medvedek, ta srnca ukomponirana v to slikanico na način, da se on tako dobro počuti, on je tako sproščen, da kar pozabi na gibanje. To se pravi, tu imamo že prvi izdelek za otroke, ki še niso shodli, da manipulira na razvoj njihovih možganov. Dejansko starši to kupujejo? Starši to kupujemo, seveda večina staršev ni osveščena, da bi vedeli, da je ta zajček ukomponiran na način, da lahko manipulira z otrokovimi možgani. Ko sem bil v Avstriji na srečanju vzgojiteljev, je tam in vzgojitelj povedal nekaj zelo pomembnega. Je rekel, jaz dobim fantka v vrtec, ne pride kot lukac v vrtec, ampak pride kot dinozavrček. Tudi ko je med svojimi vrstniki, ko ga nekaj prosijo, on odgovori kot dinozavrček, ne kot Luka. Vrstniki ga ne morejo prebuditi, da bi bil Luka. Kaj se je zgodilo? Starši so rekli, se to ni nič hudega, on igra igrice na temo dinozavrov cele dneve, če pa to ne dela, pa gleda risanke na temo dinozavrčka. Zdaj pa, dragi moji prijatelji, tisti, ki gledate ta podcast, gledajte, tukaj je pa eno močno sporočilo. Ko smo govorili o metuljčkih, smo rekli, da ta metuljček možgane sprosti, da otrok lahko tudi 2-3 ure gleda. Zdaj imamo pa dinozavrčka, ki je v to igrico ukomponiran na način, da možgani postanejo obsedeni s tem dinozavrčkom. Ne samo, da da dobro počutje, ampak je ta izdelek tak, da ta otrok dinozavrčka ponotranji tako močno, da ga nosi skozi cel dan. In dejansko ga posnema. Tako. In kaj se zgodi? Ne razvija svojega lastnega življenja, ampak igra vlogo.
In če tega starši pravočasno ne opazimo, bo naš otrok razvil hudo dojemljivost, lahko bi rekli celo bolezen, se bo razvila, da bo on dejansko vodljiv, popustljiv, ne bo kreiral svojega življenja. In zdaj še večja, bi rekli, težava pa nastane, ker če to traja pol leta ali pa 1 leto vsak dan, da je naš otrok na teh metuljčkih ali pa na teh dinozavrčkih in vse to se odvija na 20-40 centimetrih. In to pol leta, 1 leto, se možgani prepričajo, da je fokus življenja na 20-40 centimetrih. In ko tega otroka ali pa tega mladostnika peljemo in mladostnik gre sam na igrišče, na travnik, v gozd, možgani ne prepoznajo na igrišču nekaj atraktivnega, na travniku ničesar. Mu postane dolgčas, celo slabo se začne počutiti in bo takoj iz žepa potegnil telefonček ali tablico ali karkoli, ali pa bo šel domov. In ko bo prišel domov, bo takoj odprl monitorček in se bo v hipu pomiril. To zapravi, zakaj so otroci, mladostniki zelo izpostavljeni? Zaradi tega, ker dejansko so izdelki na trgu, ki lahko sprostijo, celo obsedejo otroka, mladostnika, da prevzame določene vloge, da se ne zna več družiti s svojimi prijatelji, ker tega ne doživi kot atraktivno, ker so tu dražljaji, ki so znatno bolj atraktivni. In jaz nisem danes tu zato, da bom rekel, da naš otrok ne sme biti na igrci, da ne sme biti na YouTubu, da ne sme biti na socialnih omrežjih. Prišel pa sem, da rečem, da naš otrok mora imeti strukturo. To zapravi, pogledam na uro in rečem, ja, ura je sedaj 15:03, zaključil boš 15:04. To je časovna struktura. Malo kasneje pa kaj rekla tudi v prostorski strukturi. Ker to je izrednega pomena, da ima vsaka družina časovno in prostorsko kulturo uporabe nove tehnologije. Mogoče kako se zasvojenost z ekrani potem kaže pri mlajših otrocih, pa ste že povedali, ne, in mladostnikih, katere znake bi morali prepoznati starši, tudi učitelji, ne nazadnje, ker pač ta meja med neko normalno uporabo, med pretirano uporabo, med zasvojenostjo, ne, to ni tako vse ostro ločeno, ne, oziroma kako prepoznavamo, kaj je kaj. Ja, kadarkoli človek nekaj pametnega počne, je narava zelo milostna, je na naši strani. In tudi, ko mi nekaj pametnega delamo s pomočjo telefončka, tablice, računalnika, naši možgani razvijajo občutek utrujenosti, naveličanosti. Ker poglejte našega otroka, ki dela seminarsko nalogo, bo že po 1 uri začutil potrebo, da naredi odmor, narava ga zaščiti. To se pravi, delo s pomočjo nove tehnologije ne zasvoji. Kadar gremo pa za zabavo, za sprostitev, ne vem, YouTube, socialna omrežja, igrice, stave take in drugačne, takrat pa se naš možganski sistem organizira čisto drugače. Bodi vedno dalj, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Tako so tudi narejene te stvari, ne? In to je načrtno tako narejeno. A ne, mi se sedaj proti tem ljudem, ki imajo toliko denarja, da najamejo strokovnjake, ki na trg plasirajo izdelke, ki zasvojijo, proti tem se ne moremo boriti. Lahko se pa borimo za svojega otroka, za okolje, v katerem smo. Mi se lahko borimo zato, da bomo v svoji družini oblikovali družinsko kulturo uporabe nove tehnologije. K meni je prišel možakar mojih let in je rekel, Kramli, pomagaj, izgubil sem 25 milijonov evrov. In pravi, moja podjetja v tujini in v Sloveniji vse je propadlo. Namreč, on je igral s 3 igralnicami hkrati preko telefončka doma na vrtu. In ta bodi vedno dalj, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, ko je bil na stavah, ko je bil na kriptovalutah, ko je bil na igrcah, ta bodi vedno dalj, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj ga je pripeljalo do tega, da je kot odrasel človek izgubil nadzor nad časom, nad denarjem in nad osebnim življenjem. To so skušnjave, ki jih niti odrasli ne zmoremo. Ne? Zdaj se zna zgoditi, če nek tak odrasel možakar, poslovnež, ne zmore teh skušnjav premagati. Kaj se šele dogaja
s temi 100 milijard možganskimi celicami, ki se oblikujejo, ki pišejo novoživljenjsko zgodbo. Torej, kako prepoznamo te znake, recimo? Zdaj bom pa tako rekel, gre oče k svojemu sinu Filipu in mu reče: Filip, naredi to, in Filip igra igrice. In Filip reče: bom naredil. Čez 5 ur pride oče in mu reče: Filip, zakaj nisi ti to naredil? In Filip reče: ker mi nisi nič rekel. Evo, če se nam dogaja, dragi starši, to, da zaradi pretirane uporabe nove tehnologije naš otrok ne opravlja domačih nalog, hišnik za šolo, da se to zgodi 3-krat na teden, Filip, ta teden se pa 4-krat zgodilo, da ti nisi imel domačih nalog za šolo, doma nisi naredil teh stvari. To je alarm zame kot očeta, kot mamo. Poslušaj, to bomo naredili neke spremembe. Zdaj, če tu ukrepamo, se bo sitnaru, bo nasprotoval. Ampak če tukaj ne bomo potegnili in obrnili nov list, gre Filip v drugo stopnjo. Ta druga stopnja pa je, da bo Filip brez cilja in namena na telefončku, tablici, in on bo surfal v svojem praznem času po različnih vsebinah. In zdaj vsako minuto se mi pojavi še bolj zanimiva vsebina in v nobeni se ne ustali, nobene ne predela. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da on iz ene v drugo, 5., 16. vsebino v kratkem času preklaplja. In tako se v mladostnikov sistem doživljanja počasi seli digitalna hiperaktivnost, ki je drugačna kot temeljna hiperaktivnost. To se v njegovo osebnostno strukturo nekako zrcali in tudi v telesno. Zdaj pravi, tukaj imamo hiperaktivnost in če starši tukaj ne bodo rekli: Filip, ta teden si bil 50 ur na igricah, socialnih omrežjih, zaradi tega imaš te posledice. Mi imamo v našem centru osnovnošolce, srednje šolce, ki so letno več kot 3000 ur na igricah, socialnih omrežjih, na YouTubu, starši smo pa v službi 2100 ur. Zdaj pravi, jaz nisem tu zato, da bi rekel, da je nova tehnologija gnila, da je z novo tehnologijo nekaj narobe. Ni. Ampak z nami je nekaj narobe. Da dejansko je naš otrok lahko dalj časa na monitorčku, kot je v stiku z nami. Mi imamo v obravnavi tako osnovnošolce, srednje šolce, študente, ki so daljše obdobje na tistih 20-40 centimetrih kot v živem stiku. Seveda ima to posledice potem pri razvoju teh naših otrok, mladostnikov. In seveda, če zdaj mi tu ne bomo rekli, ne, oblikovali bomo novo kulturo uporabe nove tehnologije, tako ne gre več naprej, gre Filip v 3. stopnjo. Ta 3. stopnja pa je, da Filip, ko je na WC-ju, ko je na biciklu, on mora skozi imeti telefonček, tablico, ko je v avtu, mora imeti slušalke. On nikamor ne gre, če nima telefončka, tablice. Jaz vedno povem primer enega gospoda. On je eden večjih vinarjev v Vipavski dolini. On je 30 let pil, zdaj pa 9 let ne pije, star je čez 60 let. In zdaj se vi zamislite, on še vedno hodi k meni na terapijo, da jaz en dan njemu rečem: gospod ta in ta, 9 let ne piješ, če 60 let imaš, od zdaj naprej boš spal v vinski kleti in žena te v noč zaklenila in Bog nadej, da sod vina odpreš. Jaz njemu tega ne smem reči, pa ima 60 let, pa 9 let ne pije, on nima kaj delati v vinski kleti. Mi pa svojim otrokom damo v sobo telefonček, tablico, PlayStation, računalnik, damo jim v sobo televizijo. To ni sod vina, to je jedrsko orožje. In tukaj zdaj midva govoriva o prostorski uporabi nove tehnologije. Naš otrok, mladostnik, študent, ne more v svoji sobi imeti nič od tega, kar sva povedala. Seveda pa jaz kot starš, ko zahtevam od svojega otroka, mladostnika, študenta, da tega nima v sobi, se moram tudi sam tega držati. Mi smo vzgled svojim otrokom. Zavte pa rekli, dragi starši, pa mi lahko tudi za ušesa, dovolim.
Ja, se zdaj ima pa že 18 let, se ima 25 let, se ve, kaj dela. Mi smo starši do konca življenja svojemu otroku. In ko starši rečemo, se ima že 18 let, se ima 25 let, ne bom posredoval, ne bom ukrepal, se ve, kaj dela. Če jaz vidim, da je moj otrok zavozil, tudi če ima 35 let, jaz moram odreagirati. Kako pa odreagiraš v takih primerih? Kaj lahko narediš, ko je enkrat že zgodba tako Bom daleč? to povedal, sam dovolite mi, da to dokončam. Zakaj pa ne odreagiramo in rečemo, ne bom odreagiral, ker je že polnoleten? Ker po vsej verjetnosti zaradi tega, ker se bojimo njegovega odziva. In zaradi tega, ker jaz v sebi ne prenesem in nisem toliko stabilen urejen oče, da bi prenesel odzive, ne vem, svojih hčere, svojega sina, se raje ugriznem v jezik. In tako je nedolgo nazaj klicala en mama in rekla, veste, jaz imam sina starega 34 let, v enem letu izgubil 3 službe, zato ker je skozi na telefonu. Ko sem jaz gospo potem se srečal in sva govorila, ona je starejša gospa, ampak ona se zaveda, da je do konca življenja mama. Ona je sposobna se soočati z izbruhi svojega sina. Gospa se ni skrila. Gospa je to svojo materinsko moč obdržala in se ne boji svojega otroka. Mi si pa otrok že bojimo pri 6, 8, 12 letih. In je vedno manj staršev. Lažje je ustreči, ne? Rad, Ki v trenutni tako. muhi imeti mir, ne? No, sem tu je zanimiva ta zadeva, veste, otroški možgani so narejeni, da do 12. leta starš mora nastopati z pozicije moči, avtoritete in doslednosti in zahtevnosti in ne bo kontraefekta. Zakaj? Zaradi tega, ker otroške, vidite, kako nam je narava dejansko milostna in kako nam prihaja naproti. Mimo do 12. leta postavljali meje, lahko tudi zanorimo, otrok bo jezen na nas, ne bo pa nas sovražil. Otrok bo lahko žalosten, ne bo pa pobegnil od doma. Otrok bo lahko razburjen, ne bo pa se ubil. Do 12. leta ni kontraefekta. In zato moramo do 12. leta starši biti tako stabilni in urejeni, da bodo do 12. leta možgani zahrepeneli. Daj končno bom smel v tej družini nekaj povedati, daj končno bom v tej družini viden, daj končno bom v tej družini lahko odločal, daj končno bom v tej družini prepoznan kot enakovreden. Mi 12 let delamo na tem, da se možgani prebudijo in zahrepenijo po zaupanju. 12 let, torej nastopam z pozicije avtoritete in moči, od 12. leta do 23. leta pa gradimo zaupanje, po 23. letu smo pa prijatelji s svojim otrokom. Šele po 23. letu. Če smo pa mi do 12. leta bili prijatelji, mu vse zaupali in ga oblili zaupanjem in ljubeznijo in ne vem s čim pretirano, bo potem, ko nastopi čas za zaupanje in za prijateljstvo, začel to zlorabljati. In zdaj imamo ogromno otrok, mladostnikov, ki zaupanje, ki prijateljstvo zlorablja. In tega se starši ne zavedamo. Tu se moramo prebuditi, stres nas more. En nov način odnosa do otrok bomo mogli v naši civilizaciji zopet vzpostaviti. Ne? Zahtevna naloga zagotovo. Torej, v bistvu, če se vrnemo na to, v bistvu, kaj narediti, kako ukrepati, ko so torej stvari tako daleč. V bistvu moramo poiskati strokovno pomoč najbrž, ne? To je tisto nujno in najbolj važno. Zdaj obstaja digitalna demenca. Vam bo otrok vse povedal in vi ste prepričana, on zna zapet. Ko pride v šolo, dobi šus. Najamete inštruktorja. Inštruktor vidi, da zna, on gre v šolo, pade na popravcu. In zdaj kaj starši zaključimo? Rečemo, učitelj ga ne mara, šola ga zafrkava. Kaj je zdaj digitalna demenca? Digitalna demenca je to, da imamo danes, ker nimamo kulture uporabe nove tehnologije, naš otrok že v 3. razredu osnovne šole lahko na svetovnem spletu
dobi toliko dražljajev, svetlobnih in takih in drugačnih dražljajev, da možgani v enem dnevu dobijo toliko dražljajev, kot so jih njihovi vrstniki prej dobili v 2 letih. In če to traja in traja in traja, možgani ne zmorejo za dolgo časa zadržati težkih podatkov. In seveda, prvo, kar je, mi moramo kot starši ukrepati, da imamo strukturo, časovno strukturo uporabe nove tehnologije, da se nam ne zgodi digitalna demenca. In seveda, ko to časovno strukturo uvajam, moram biti sitan, moram biti nadležen in moj otrok bo žalosten. Žalost je pozitivno čustvo, žalost ni nevarno čustvo, žalost je sestavni del rasti. Zdaj pa, če se jaz kot oče, ko je moj Jurček žalosten, panično odzovem, Jurček, jaz te ne morem gledati kot žalostnega, kako ti lahko pomagam, bojo Jurčkovi možgani doživeli, če to traja leto, da Jurček vidi paničnega očeta, ko je njemu hudo, bo Jurček dobil sporočilo, da so izzivi, napori, da je trpljenje nekaj neznosnega in bo šel potem, ko bo imel stisko ali na pornografijo, ali na igrce, ali na stave, da se bo nekako izognil tej bolečini, ali pa piti, ali pa zadrugirati in tako dalje. Mi smo starši tudi zato, da se ne bojimo pogledati svojega otroka, ko trpi, ko joka, ko cvili, ko izseljuje. Mi moramo takrat ostati stabilni. In seveda, časovna struktura je izrednega pomena. Zdaj, to je ta digitalna demenca. Naslednja zadeva, poglejte, dragi starši, če naš otrok nepravilno uporablja novo tehnologijo, lahko izoblikuje stalen občutek energetske krize, materiala. Zdaj, poglejte, dragi moji prijatelji, če je naš otrok, vsi izvidi pokažejo, krvni in zdravnik in specialisti, z vašim otrokom, mladostnikom, vse v redu, nič ni narobe, ja, prva stvar, ki je, moramo pomisliti, kako on uporablja novo tehnologijo. Kajti nepravilna uporaba nove tehnologije ubije voljo, strast. Nepravilna uporaba nove tehnologije ubije ambicioznost. In zato je tako pomembno, da rečemo, mi smo samokritični. Naša družina nima izoblikovane varne kulture uporabe nove tehnologije. Ne? In moramo potem tu seveda ukrepati. Kakšna pa je ta varen način? V bistvu starši imamo recimo veliko vprašanj, veliko dilem na tem področju, ne? Kdaj dajete otroku telefon, koliko časa ga lahko uporablja, kako ga nadziramo, kakšne vsebine in kako dolgo jih uporablja. Lahko ponudite kakšna strokovna priporočila? Ni treba biti kunšten, ne vem kako strokoven, zadeva je čisto preprosta. Mi imamo 10 prstov na rokah in nogah in vsak prst ima blazinice in vsaka blazinica ima nekaj tisoč senzorjev, ki aktivira možgane. Otrok, ki pleza, otrok, ki grabi, otrok, ki meče žogo na koš, otrok, ki se plazi, kolesari, otrok, ki je aktiven, dnevno nahrani možgane z realnim življenjem. In tako otrok, tudi če je 1-2 na socialnih omrežjih, na igrcah ali pa tudi 3, ga virtualno ne bo zlomilo, zato ker njegovi prsti na rokah in nogah delajo. Dragi starši, ne naredimo te napake, da je telefon, tablica, računalnik v fokusu. Pustimo telefon, tablico, ne groziti, ti bom vzel telefon, ne groziti, s tem ti bom prepovedal, ti bom omejil. Fokus je v fizični aktivnosti, v gibanju, ampak, dragi starši, mi moramo vedeti, če je naš otrok 2-3 na teden po 1 uro na treningu, to ni merilo, to je premalo. Naš otrok mora biti dnevno aktiven, roke, noge morajo delati. Zdaj imamo pa mi mladostnik ali pa otroka, ki je pasivnež, ki ga čist nič ne zanima in njegovi prsti surfajo samo po gladki površini telefončka, PlayStationa, tablice, ja, on pa več kot pol ure na dan ne sme biti na nobenem mediju. Zakaj? Zaradi tega, ker ga bo virtualno tako močno nagovorilo, da mu bo realno postajalo vedno težje. In seveda, tak otrok, mladostnik, študent,
začne opuščati druženje s prijatelji, treninge, obisk šole, faksa, vedno bolj se zapira v svojo sobo, ker virtualno je vedno močnejše, realno pa prenaporno in postajajo nefunkcionalni. In mi imamo v Sloveniji ta hip okrog 3000 osnovnošolcev, srednješolcev in študentov, ki ne morejo dokončati izobraževanja na svojem nivoju, popolnoma nefunkcionalni so. Zato je ta fizična aktivnost izrednega pomena, da možgane nahranimo z realnim življenjem, potem nas virtualno ne bo zlomilo. Torej, koliko časa je moj otrok lahko na telefončku, tablici? Imamo pediatrične smernice, ki so kot ena bergla. Jaz sem sam pri njih sodeloval in zanimivo, ko se je enkrat ta skupina, leto že več, od tega smo se srečali, smo ugotovili, da je to neuporabno danes. Kajti, ko so te pediatrične smernice v svetu nastale, mi smo jih kasneje v Slovenijo prinesli, vmes se je toliko spremenilo, da je to dejansko ne morejo biti več nek kažipot, lahko je pa neka bergla, da se malo orientiramo. Veste, dragi starši, stvari sploh niso komplicirane. Narava v nam je danes skozi 1 milijon let in več, in če je prisluhnemo, smo zaščiteni. Zdaj starši lahko tudi telefone prepovedujemo, to ste tako rekli, da je nekako malo nesmiselno, ne? Ampak sami potem tega ne upoštevamo, ne? In intenzivno uporabljamo tudi recimo pred samimi otroci, odplavamo, se vemo, kako hitro nas ta tehnologija posrka. V bistvu, kako slab zgled smo svojim otrokom v resnici? Glejte, jaz se večkrat v svojem osebnem življenju zalotim in vidim, da sem zelo slabo odreagiral. Če bi zdaj imel novo priložnost, da postanem starš, bi ob teh izkušnjah in spoznanjih, ki jih imam, mnogokrat pri vzgoji ravnal čisto drugače, kot sem. Ampak hvala Bogu so otroški možgani in otroci toliko fleksibilni, da tudi če ga starši kaj polomimo, se zadeve lahko sanirajo. Ko pridejo starši k meni, veste, ko začnejo partnerji drug drugega obtoževati, jaz vedno rečem, veste, tu nismo zato, da ugotavljamo, kdo je kriv, ampak da iščemo rešitev. In zdaj, pogostokrat imamo starši lahko tudi občutek krivde, ampak če bomo v njem obsedeli, to ne bo nobena rešitev. Mi moramo to prerasti. Jasmina, se vi kdaj doma skregate? Kdaj že. No, glejte, če se mi doma skregamo, pa da grem jaz k sosedom v Davorinu in mu rečem, jaz imam doma zmaja in bo Davorin rekel, sva že 2. Potem pridem domov, ker sem Davorinu vse povedal svoji ženi, miren, ne pa pomirjen. In večkrat, ko se doma skregamo in pogosteje grem k Davorinu, bolj je doma narobe. Seveda, moji otroci to opazujejo in vidijo, ko je doma hudo in so prepiri, gre oče k Davorinu, ali gre v gostilno, ali gre na pornografijo. V glavnem, ko je hudo, on zbeži. Poglejte, ko naši otroci dobijo mušter, da ko je v družini hudo, je za zbežati, bodo tudi oni, ko bo v družini hudo, nekam zbežali. Ampak ni najtežji in najbolj grozen to sporočilo, da mora iz hiše iti. Približno 95% otrok, ki doživlja, ko je v družini hudo in je konflikt, ki se ga ne da rešiti, 95% teh otrok, mladostnikov izven družine iščejo diktatorja. Iščejo diktat. In ponavadi so to skupine, vsi za enega, eden za vse. Mi upamo najbolj divje voziti, mi upamo do overdose zadrugirati. Dejansko tekmujejo v tem, kdo bo bolj poguben in hodil po robu med življenjem in smrtjo. To se pravi, če mi doma nismo sposobni rešiti konflikte, svojega otroka izročamo diktatorju. Kajti izven družine bo iskal nekaj, kar ga bo spravljalo v nevarnost.
Zato je tako pomembno, da smo sposobni doma priti do čustvene pomiritve. In seveda, tudi uporaba nove tehnologije je veliko bolj tvegana v družinah, ki ne zmorejo priti doma do čustvene pomiritve. Zdaj, naslednja zadeva, ker pogostokrat starši nismo vzgled, je, jaz se ženo ne morem v vseh stvarih strinjati. Ona bi zdaj rekla, jaz pa z njim v nobeni stvari. Glejte, se ni nujno, da se v vseh stvarih strinjamo. Pomembno pa je, da se o pomembnih stvarih, odločilnih stvarih strinjava. To je uporaba nove tehnologije, to je spolnost, to je droga, to je prosti čas. Midva tu morava biti miselno enotna, o drugih stvarih seveda mora biti različnost, ni nobenega problema. Zdaj, o pomembnih stvarih pa mora biti miselna enotnost. Zakaj? Ker otrok mora v temelju dobiti izkušnjo. Moje dva sta pa tako enotna, da tudi če bom grozil, norel, izseljeval, tudi če bom, cepetal, ne bom dosegel svojega. Tako sta miselno enotna, da moram pri sebi nekaj spremeniti. Jaz moram stopiti korak nazaj, ker ko otrok dobi izkušnjo, da mora stopiti korak nazaj, da mora pri sebi nekaj spremeniti, če je to večkrat ponovljena izkušnja, bo on kasneje kot najstnik, kot odrasel, ko bo imel težave, sposoben pogledati vase in v sebi iskati rešitve. Ne bo treba, da se vzapil, da bo šel, na športne stave, da bo šel, na pornografijo, hitro voziti. Na tej točki se bova poslovila, ker naj malo že čas preganja. Hvala, da ste bili moj gost. Jasmina, prav rad, glejte, upam, da nadaljujeva. Vam, gledalci in poslušalci, prav tako hvala za pozornost. Drugemu delu tega pogovora lahko prisluhnete čez 14 dni. Sledite podcast Ringelspiel, se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.